Izreki v pravokotnem trikotniku. Zdaj, najprej mogoče, če malo ponovimo, kaj to pravokotni trikotnik sploh je. Pravokotni trikotnik si bomo kar skicirali, pa bom se tako se poskusila eno večje vrste skico narediti. Zdaj, kakorkoli že obračamo, pravokotni trikotnik, vem, da nekateri najrajši narišete tako, da najprej začnete s pravim kotom in ga imate pač v levem oglišču. Ampak za naše potrebe, za vse te naše izreke, da bomo pa lahko A, B in C stranico uporabljali tako, kot smo nekako navajeni, je pa bolje, da je pravi kot vedno zgoraj in nam bojo potem tudi vse oznake, vse kotne funkcije in vse to štimalo, ne. Se pravi, od zdaj naprej nekako, ko se bomo pogovarjali o pravokotnem trikotniku, kar se bomo kar dosti pogovarjali, bi rekla, da je takole, skicirajte si pravi kot tako, da bo pri oglišču C. Vem, da pač, da je treba znati določiti kateto, je treba znati določiti hipotenuzo, ne, kar bomo tudi zdajle naredili. Tule je pravi kot, ja. Označimo zdaj oglišča tako, kot se ponavadi oglišča označijo na trikotniku, to je A, to je B in to je C. Se pravi, nasproti oglišču C in nasproti pravega kota leži stranica C in ta je hipotenuza. Nasproti B-ja leži kateta B in pa nasproti A-ja leži kateta A. No, in pravzaprav ta skica trikotnika bomo dodali še 2-3 količine, zato da bomo lažje potem računali, ne. In sicer, dajmo narisati še višino na C temu trikotniku. Višina na C je pravokotna in gre iz oglišča C pa do točke na stranici C. Naj bo zdaj zaenkrat tale točka D. Pol jo pa niti ne bomo več potrebovali. Če bi pogledali, je C in D sta v nekem razmerju, in sicer C jo kar spustimo naravnost dol, v bistvu jo preslikamo na stranico C. In to je pravokotna projekcija točke C na stranico C, ne, se pravi AB. No, in tale stranica, tole smo rekli, tole je višina na C, tale višina pa nam odreže stranico C na 2 dela. In če bi pogledali, to je tako, kot da bi stranico B pravokotno projicirali dol na stranico C in zato to označimo z B1. In tole stranico A spustimo navzdol in dobimo tukajle pravokotno projekcijo stranice A na stranico C. To je pa to, ne, kar tako spustimo navzdol. Tako. No, zdaj pa, takole bomo zaenkrat se pogovarjali z našim temle trikotnikom, ne. Tukaj smo rekli izreki v pravokotnem trikotniku, ne. Zdaj, tako, mama izrek, se pravi izrek vseh izrekov, izrek, ki ga prvi vsi pogledate si v pravokotnem trikotniku, izrek, ki ga poznajo tudi vaše stare mame verjetno, ne, je, prvi izrek je Pitagorov izrek. Zdaj, kaj pa pravi Pitagorov izrek, ne? Bom jaz takole dala Pitagorov izrek. Se spomnite mogoče kaj pravi. Ja. Vzamemo hipotenuzo, v našem primeru hipotenuza C na kvadrat in ta je enaka vsoti kvadratov katet. Se pravi, C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. Nekateri seveda delate tudi s takilem, ne, hipotenuza na kvadrat je kateta 1 na kvadrat plus kateta 2 na kvadrat. Oboje je prav, ne, ampak
tale je tak smešno dober, ne. C na kvadrat je a na kvadrat plus b na kvadrat. Ali pa obratno, ne. A na kvadrat plus b na kvadrat je seveda enako c na kvadrat. In zdaj, zakaj se pojavljata dva izreka Pitagorova? Ja, zato, ne, ker če pravi kot ni pri oglišču c, potem nam c na kvadrat je a na kvadrat plus b na kvadrat pove pravzaprav nič, ne. In se pravi, če boste označevali tako, da je pravi kot pri oglišču c, potem sta priležne, ne, tukaj kateti, pravokotnem kotu in je vedno Pitagorov izrek to, kar pravi. Če pa vi nimate pravega kota pri oglišču c, potem se pa stranice in njihove vloge zamenjajo, ne. Potem pa morate pač vedno paziti, da vzamete hipotenuza na kvadrat je kateta ena na kvadrat plus kateta dva na kvadrat. Se pravi, tegale si lažje zapomnite, zato ker ste ga že večkrat slišali, a ne. Ta pa zagotovo špila v vsakem trikotniku, tudi če nimate stranic c, a in b pravilno razporejenih. Mi si zapomnimo in bomo tudi vedno tako tudi formule pisali, da bo naša hipotenuza c. Dobro, mislim, da ste si zdaj to zapomnili, ne, in je to dovolj. No, vsekakor imamo pa tukajle še zelo veliko drugih količin, na primer višina nad c, a1, b1, in v ostalih izrekih si bomo pa pogledali, kakšne vse zveze veljajo med temi stranicami. Zdaj, Pitagorov izrek poznamo, smo si pa prej tudi pogledali podobnost, če si jo niste, si jo pač poglejte, a ne. In podobnost je pač zadeva, ki nam pomaga, da iz teh trikotnikov dobimo nove formule. Takole. Bom jaz tole izrezala. Takole. In bomo šli na naslednji izrek. Pitagorovga smo že, pa gremo zdaj na Evklidov izrek. Takole, ne, to je naš trikotnik, da se bomo lažje pogovarjali. Zdaj, s pomočjo podobnosti izpeljemo Evklidov izrek. Jaz v bistvu vseh Evklidovih izrekov, višinskega izreka in tega ne bom izpeljala, zato ker izpeljave so sicer koristne, so pa že bile narejene in v našem primeru bomo potrebovali ta izrek samo, da jih lahko koristimo, ne. Zdaj, poglejte, tukajle je kot alfa in tukajle je kot beta. In imamo noter tri trikotnike, če tako pogledate pravokotne. In izkaže se, da so si vsi ti trikotniki med sabo podobni. Namreč, glejte, tukaj je zdaj ta velik trikotnik, če bi ga pogledala, ne. Na primer, da imamo zdaj tale, tale, pa tale. To je ta velik trikotnik, a ne. In ta velik trikotnik ima kota alfa in kota beta. In pravi kot. Se pravi, da sta skupaj alfa pa beta 90 stopinj. Zdaj pa, če pogledamo tale trikotnik, a ne. Ta trikotnik ima pa tukajle kot alfa, tukajle ima 90 stopinj, se pravi, da v tem primeru tule ostane kot beta. Se pravi, to je pravokotni trikotnik, ki ima tukaj alfa in beta. In potem imamo še tule beta, pravi kot, in zato je tule noter alfa, alfa v tem trikotniku. In če pa imata trikotnika vse tri kote enake, so si pa podobni. Se pravi, zdaj so si podobni trikotniki ADC, bom napisala. Se pravi, trikotnik ADC je podoben trikotniku DBC in pravzaprav sta ta dva podobna tudi našemu ta velikemu trikotniku ABC. No, in zdaj bomo pogledali
eno izmed podobnosti, pa bomo videli, kjer izrek bomo dobili, a ne, pol pa ostale izreke bom pa jaz napisala. Takole, ne. Če pogledamo velik trikotnik, zdaj dva bomo gledali. Velik trikotnik, se pravi tale. Pa mali trikotnik tegale. Prav? V teh dveh bomo zdaj poskušali dobiti podobnosti. In sicer pri podobnosti smo rekli, če vzamemo C v velikem trikotniku, se pravi, od zgoraj bomo imeli velik trikotnik, se pravi C v velikem trikotniku proti, zdaj hipotenuza v malem trikotniku je pa A. Je enako, se pravi, to je zdaj velik proti malemu. Pa ta vzamemo, pa dajmo v tem trikotniku vzeti kateto A. Kateta A, to je v velikem trikotniku, ne pozabiti, je nasproti kota alfa in nasproti kota alfa v malem trikotniku je A1. Tudi če vam zdaj tale podobnost ni tako sedla, to je samo izpeljava izreka, izreke morate znati uporabiti samo, ne. Tako da. Zdaj pa prekrižamo, ne, križni račun in dobimo A krat A je A na kvadrat je C krat A1. In s pomočjo podobnosti smo dobili prvi Evklidov izrek. Če bi pa premetali isto z trikotnikom na levi strani, bi pa dobili zelo podoben izrek, ki je tudi del Evklidovega izreka, se pravi B na kvadrat je C krat B1. Takole. In to je zdaj Evklidov izrek. Se pravi, Evklidov izrek pove, da je kateta na kvadrat enaka produktu hipotenuze in pravokotne projekcije te katete nanjo, na hipotenuzo. To pove Evklidov izrek. Se pravi, to so formule in povedali smo, kaj pove. No, podobno, a ne, zelo podobno, pa nam pove tudi višinski izrek, samo da zdaj bo pa nekaj v zvezi z višino. No, in višinski izrek pa pravi naslednje. Spet bi s podobnostjo to izpeljali, mi ne bomo, ga bomo kar napisali. In sicer, da je višina na C na kvadrat v pravokotniku enaka produktu pravokotni projekciji katete A in katete B na hipotenuzo. Šikano, a ne? To so zdaj te formule. Imeli smo torej 3 izreke. Pitagorov izrek, ki pravi v primeru, da je pravi kot pri oglišču C, da je C na kvadrat enako A na kvadrat plus B na kvadrat. Potem smo imeli Evklidov izrek, ki pravi, da je A na kvadrat enako C krat A1, ali pa B na kvadrat je enako C krat B1. In pa še višinski izrek, ki pravi, da je kvadrat višine na stranico C enak pravokotnim projekcijam, a ne. Ti izreki veljajo, pozor, samo v pravokotnem trikotniku in označbe štimajo, samo če je C pri pravem kotu. Pa bomo nadaljevali zdaj na parih primerih, pa boste videli, da ni nič tako težkega. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!